Volilnemu letu, v katerem bomo najprej izvolili evropske poslance in jeseni tudi nove župane, nove občinske svete. Ob novem letu, ko smo še bili v vladi, v koaliciji, ni kazalo, da bo vlada padla, katere sestavne del smo bili. Turbulenca se začela 8. januarja, lansko leto vemo, kaj je bil povod. Nismo vedeli takrat še, da bo sredi poletja padla že potem druga vlada, ki je imela za razlog potem tudi predčasne volitve. In smo se teh priprav resno lotili. Resno smo se lotili tako, da smo najprej tudi meritve naredili, ugotovili, kar nam je bilo prej že znano iz izkušenj, tam tudi na empiričen način, kako različen je pristop v naši stranki, ko se lotevamo lokalnih volitev, državno-zborskih volitev ali pa evropskih volitev. Cilj, da postanemo stranka, ki je tudi aktivna v mednarodnem prostoru, sem najavil na Brdo lansko leto. Vesel sem kolegov dveh političnih strank, ki so danes tu med nami. Vesel sem, da nas bo kasneje na govoru pozdravil in nagovoril predsednik Evropske ljudske stranke, gospod Jozef Dol. Vesel sem poznanstev in pa stikov, ki smo jih naredili z Avstrijsko ljudsko stranko, s CDU-jem v Nemčiji in še z marsikatero drugo stranko in tudi našo stranko zapisali na zemljevid evropskih ljudskih strank. Da pa to dokončno dosežeš, da je tvoj glas slišan tam, kjer je Evropska ljudska stranka, je treba imeti poslanca v Evropskem parlamentu. Do tistega časa nisi v okviru EPP-ja stranka, ki šteje različno kot doma. Doma moraš biti v državnem zboru, mi je povsem jasno. In zato smo potem v tistem času, ko smo prej, sem že dejal, delali na nepremičninskem davku, smo stkali pravo prijateljstvo in pa partnerstvo politično z Novo Slovenijo. Takrat smo ostali skupaj, ko so tudi kolegi iz tretje stranke EPP-ja neke solo igre igrali in takrat so prišli na plano te ideje, ali ne bi bilo vredno razmisliti, da na evropskih volitvah, kjer je zelo, zelo visok prag, 90% je potrebno doseči, da dobiš mandat, združimo svoje vrste in v osnovi analiz predhodnih volitev ugotovimo, ker je jasno ugotovito, da smo vsakim volitvam po številu glasov en mandat vrgli čez ramo, ne tako rečem, ker pač nismo znali izračunati matematike, kombinatorike, proporcionalnega sistema in da spravimo skupaj, da dosežemo največ za Evropsko ljudsko stranko in na koncu vidimo, ali smo sposobni tudi kakšnega širšega partnerstva v tistem trenutku, prihodne, in da naredimo na slovenskem političnem prostoru eno neobičajno potezo, se pravi, da se ne skregamo do konca, pa ustanovimo novo stranko, ampak da se tudi partnerji pogovarjajo kot partnerji. Jaz smo reči, da sem zelo vesel teh odločitev in pa tega, kar sem v tistem trenutku doživel. In v tistega naslednjega pol leta, vključno za svojo izvolitvijo. Tudi zato sem zelo vesel, čeprav vem, da je tudi med nami tistih, danes mogoče kdo, zagotovo pa celo vrsta, ki jih mogoče danes niso prišli sem, ki so bili v mailih ali v ustvarjanju javnega mnenja, očita, da sem šel enostavno poskrbeti za svoj rit in da mi je vseeno za stranko. Nisem tega počel, niti s tem namenom nisem šel. Priznam, da je biti poslanec v Evropskem parlamentu vse nekaj drugega kot biti ali predsednik stranke ali minister kot poslanec, tudi zaradi plačila, ki ga prejemaš, predvsem pa zaradi tega, ker imaš nazaj občutek, da si lahko tudi v politiki normalen in da lahko z normalnim početjem delaš nekaj dobrega in da delaš v normalnem, urejenem okolju. To, kar mislim, da kar denimo, da je Slovenija počasi ni postala več takšno okolje. Ampak da se vrnem temu sodelovanju. Sestavljali smo skupno listo, ugotavljali, kako zbrati največ glasov, se odločili za to, da je zbiranje preferenčnih glasov del volilne strategije. Postavili listo tako, da dejansko favoriziramo nosilca, se pravi gospoda Peterleta, da imamo pa drugi vsi ostali eni možnost biti na drugem mestu, drugi pa tudi na zadnjih mestih zbirati glasove. Vsi nikamor sem skrival, poslali smo vam javno, kaj delamo in da želimo, da bi dobila Slovenska ljudska stranka
tudi evropskega poslanca. Nekateri, ki so bili na tej listi, so na volilni večer z svojimi potezami pogovarjali vse možnosti, da bi se še naprej o tem pogovarjali, pa za nek trenutek. Vendar zadeva je bila jasna, transparentna in tako smo tudi te volitve oddelali. Kandidature so bile že vložene, ko še ni bilo znano, da bodo predčasne parlamentarne volitve. Imeli smo veliko dilemo, kaj narediti po tistem, ko je bilo znano, da se je največja koalicijska stranka razletela, da so pred nami predčasne volitve in da bomo stopili praktično iz enih volitev v druge, tudi takrat še z opcijo, da imamo celo predsednika izvoljenega v Evropskem parlamentu in da to je težava tistih volitev. Najprej smo sprejeli z vidika državnozborskih volitev napačno odločitev, vendar smo ocenjevali, da bomo potem v državnozborskih volitvah dovolj močni, da bodo tile krogi, ki so danes tukaj aktivirali dosti ljudi, da bomo te volitve tudi uspešno zvozili. Nismo si delali nobenih utvar, da lahko obstoječe stranke doseže nek presežek na teh volitvah, kar se je na koncu tudi pokazalo, da so nove stranke dobile polovico glasov in bili zelo v skrbeh, da stranke, ki se ustanavljajo, dobivajo presenetljivo veliko podporo na javnomnenjskih raziskavah. Ko je bila podpora današnjemu mandatarju, ne njegove stranki, ker je še takrat ni bilo, pa tudi danes je še nekaj veliko, ko je bila njemu podpora več kot 30%, smo bili mi v zelo, zelo nevarnih vodah za izpad iz parlamenta. In takrat sem se tudi počutil zelo sam, ko sem nagovarjal slovenske župane naše stranke, da je igra zelo nevarna in da lahko za nekaj 100 glasov izpademo iz parlamenta. Ta apel sem dal na klubu županov teden pred bo potrebno vložiti kandidature. Ni bilo pozitivnega odziva, jih razumem, smo v neki državi, kjer je po izračunu, po vsem tem lažje dobiti volitve, vendar tam takrat sem apeliral na srce, da pač poskušamo vsak svoje vloži tudi del rizika v to za lokalne volitve, vendar pa da na takšen način lahko dobimo državnozborske volitve. Po tisti odločitvi, ko ni bilo tistih ljudi, v katerem sem računal, da bodo najglasnejši v zahtevnih soočenjih, sem sam naredil še eno veliko napako. Se dal kandidirati v Ljubljani, zato da bom pač poskušal po svojih močeh oddelati te volitve. Nisem bil uspešen, rezultat je znan, zaradi tega sem danes tu pred vami. Ne pa se še z eno mislijo vrnem na evropske volitve in pa na sodelovanje z Novo Slovenijo. Tudi v analizi, ki je bila narejena po volitvah, sem prebral, kako smo doživeli zgodovinski poraz, kako je to doživela stranka, ki mora dobiti 30-40%, ker to toliko pač dobivajo evropske ljudske stranke na volitvah. Bodimo pošteni do sebe, do drugih, ki so v tem političnem prostoru, do ljudi in povejmo, v slovenskem političnem prostoru so kljub temu, da smo mi tisti, ki imamo ta primat, ki ga nam nihče ne bo mogel vzeti, da smo prva demokratična stranka, da smo nasledniki slovenske ljudske stranke, ki ima več kot 20 let zgodovino, da pa so na tem političnem prostoru še dve politične stranki. Ena, ki ima zelo zvesto volilno bazo, ki je zelo daleč od tega, da bi se odločila pa mogoče podprla slovensko ljudsko stranko ali pod mojim vodenjem, ali pod Radovanovim, ali pod ne vem kom, da imamo v tem političnem prostoru po nesrečni izložitvi leta 2000 zopet krščansko-demokratsko stranko, to ime si dala in to je dala v svoje ime sedaj, stranko, ki se je resno in pa zelo sistematično lotila dela po izpadu iz parlamenta, uspela priti nazaj v slovenski parlament in je edina stranka, ki je tudi dvignila rezultat na zadnjih volitvah. In ko govorimo o 30-40%, se odločimo o tem, ali smo dovolj močni, da bomo iz političnega prostora zbrisali vse te dve politične stranki, ali bo nekdo od nas zbrisal, pa bo eden dobil 30-40%. 3x30 še gre v 100, 3x40 pa ne gre več. Spravi, bodimo v tej točki realni.
Kar se tiče teh povezav, moram reči, da sem bil zelo vesel srečanja v Mozirju, ko mi je pristopil eden izmed udeležencev tega shoda, ki sta ga Jakob in Andrej organizirala, in je bil eden, niso to vsi takšni volivci, ampak eden izmed slovenskih volivcev, ki pa ima za sabo en krog somišljenikov, ki je dejal, hvala Bogu, pri letošnjih evropskih volitev pa nimam težav, koga ne obkrožim. Ste stopili pač dvoje skupaj, za katere vidim, da ste eni in drugi v redu, in bom z veseljem to listo obkrožil. To je zelo znanih in priznanih slovenskih inovatorjev tudi živil tega. Mogoče bi tudi ta naš pristop takrat kot malce inovativen, pozitivno ocenjen. In naj še to za javno in na glas še enkrat povem. Ko smo govorili o skupni listi, smo imeli v vidu državno-zborske volitve jeseni 2015, lokalne volitve jeseni 2014, na katerih bi poskušali to sodelovanje še nadgraditi, in nobena skrivnost ni, da smo takrat govorili o tem, da če bo pa jeseni 2014 vse vredno na lokalnih volitvah, če bomo vredni in sposobni sodelovanja, pa mogoče razmisliti o zelo zahtevnem projektu skupne listi za državni zbor jeseni 2015. Tega časa nismo imeli, predvsem tistih smo imeli, ki so prvi dan, oziroma kot sem že omenil, na volilni večer evropskih volitev takšno možnost tudi povsem porušili. Ne vem, ali je bila prava pot, prava formula, razmislek je šel zagotovo v to smer in sam bi na tem še zagotovo nadaljevanje precej deloval, če bi to priložnost imel in če bi bila takšna ideja sprejeta kot pozitivna. Zato, kar se tiče naslednjega časa, se pravi po državno-zborskih volitvah, smo sporedno padli, kot se že v lokalne volitve in pa tudi v volitve oziroma v to predkongresno obdobje. Čestitke in zahvala vsem za lokalne volitve. Dokazali smo, da znamo delati, da nam ljudje verjamejo tam, kjer o nas točno vedo, kaj počnemo, in to je tudi porok, to je garant za to, da ta stranka ob modrem vodenju, ob enotnosti lahko v slovenski politični prostor še preseneti. Lahko pa tudi ponikne v pozabo. Obe opciji sta možni. Upam, da bomo dovolj modri, da bomo izkoristili to prvo in da bomo še naprej soustvarjalci slovenskega političnega, gospodarskega in siceršnjega prostora, predvsem ustvarjalci slovenske družbe, ki bo temeljila na poštenih ljudeh, na ljudeh, ki gredo v politiko zato, ker se zavedajo, da so dolžni kaj dati državi, tako kot je dejal Kennedy, ne pa da so ljudje, ki želijo iti na neko pozicijo zato, da kalkulirajo, kaj bodo od tega imeli. Tudi papež Frančišek nas je nagovoril zelo jasno. Politika je delo za ljudi in zavedimo se tega v vsakem trenutku. Sedaj smo v tem času, ko smo danes prišli z zelo različnimi pogledi v to dvorano. Je prav, da imamo danes kongres. 2 dni nazaj smo o tem na dopisni seji glavnega odbora odločali. Imamo garant, da so kandidati, ki so na listi, tisti, ki lahko popeljejo Slovensko ljudsko stranko na zbor. Jaz mislim, da osnovno, kar je danes pomembno, je to, da smo tukaj. Da nas je toliko tukaj in da bomo o tem, kako naj gre Slovenska ljudska stranka, odločali na pravem mestu, pravi ljudje. Spravi kongres stranke. Tisti, ki ste dobili na občinskih odborih, po funkcijah, priložnost, odgovornost, da danes spregovorimo. Nekaj vas vse prosim. Nikogar izmed nas, ki smo v tej dvorani, ne jemljite, da želi Slovenski ljudski stranki kaj slabega. Jaz sem prepričan, da je to, da ni nikogar misli. Takšne. Imamo različne poglede, kar je dovoljeno in zaželjeno. Cela vrsta kongresov je bilo, kot sem že dejal, pa smo prišli zelo poenoteni, pa smo danes zelo parlamentarna stranka. Izkoristimo ta kongres za kulturni dialog, izmenjavo stališči, na koncu potrpežljivo najdimo rešitev. In jaz moram reči, da sem vesel, pozdravljam 2 kandidata za predsednika tudi v prvi vrsti, ki sta s tem, ko sta se izpostavila, že imata
kronologijo kot nekdaj kandidata za predsednika, tudi tista dva, ki sta v Makronom, imate to kronologijo že kot kandidata, videla sta zdaj že nadaljno. Ampak vama ni vseeno, kaj bo Slovensko ljudsko stranko. Ni nam vseeno, vsem, ki smo v tej dvorani. Razmislimo, kako naprej. Razmislimo, ali bomo lahko z istimi vzorci, ki smo jih do zdaj delili že leta, tudi naredili ta preboj. Smo pripravljeni kaj tvegati, smo pripravljeni dati, ne vem, mogoče priložnost mlajši generaciji, narediti, kar je v takem primeru najbolj zaželjeno, neko mešanico izkušenj in pa mladosti, se pravi na drugi strani modrosti, pa tudi norosti, ki je treba v tej politiki, če želiš uspeti, in da kot takšni danes zapustimo ta prostor. Mislim, da bi bilo zelo narobe, če bi to počeli na takšen način, da se bomo 3-5 o tem dogovorili. Dobim opaske ali pa dobronamerne klice v obe smeri. Zakaj se ne dogovorite, zakaj ne naredite? Dobim tudi takšne klice, maile, kaj si dovolite, da vi odločate od nas še naprej, ko ste pa vodili stranko, pa izpadli iz parlamenta. Mi smo danes tudi tisti, ki smo odgovorni, da pokažemo pot, po kateri mora iti Slovenska ljudska stranka. Naj zaključim še z priporočilom, ki je mogoče zelo neumestno za konec nagovora. Kot je nagovora predsednika na kongresu. Ko boste imeli prvo priložnost, pogledajte film Razredni sovražnik. To je film, ki sem ga imel priložnost ta teden gledati v Bruslju, kulturnem centru Bozar, kot evroposlanec. Pogled je bil možen zato, ker se ta film uvrstil med prve 3 najboljše filme po izboru žirije v nominaciji za najboljši evropski film leta 2014. Ne govori o razrednem sovražniku, kot takoj dobimo odsev na neke druge čase. Govori o nekem profesorju nemščine, ki je poskušal svojim dijakom v srednji šoli pokazati, da je svet odgovoren, da je ravnanje mnogih ljudi danes neodgovorno, da živimo zelo površinsko in da bistvo življenja in pa tudi zahtevnost tega trenutka bistveno bolj globoka. V nekem trenutku si je ves razred nadal maske na obraz. Tudi sam si je dal. Hotel je pa vsem dokazati in do konca filma mu je uspelo narediti to, da je vsem snel maske z obraza in da so se tisti dijaki zavedali svoje odgovornosti in v skladu s tistim sporočilom tudi spremenili pogled do tega profesorja, do trenutka, v katerem živimo in verjamem, da ko so šli iz te srednje šole naprej, se bodo drugače odločili. Film pa zato priporočam, ker to ne govori samo o nas. Tudi mi si moramo maske sneti. Govori o trenutku v Sloveniji, govori o trenutku v Evropi, govori o trenutku v celem svetu. Najlažje je biti oportunist, brez najmanjšega občutka, da si tudi odgovoren za to, ko izrekaš kritiko, razmisliti, da bi bilo bolje, da konstruktivno sodeluješ pri rešitvah in dokler bo šel svet po takšni poti, kar tudi sam mislim, zelo sem temu režiserju, ki je bil prisoten tam zelo bil hvaležen za ta film, iskreno čestitev, ker mislim, da prihaja čas, ko bo potrebno na tej zemlji snemati masko, če ne bomo samo zemljo zapravili, predvsem pa naših medsebojnih odnosov. Želim, da če smo še imeli kakšno masko na obrazu, ko smo prišli v ta prostor, da odidemo iz njega brez mask. Pohodimo jih na konc in dogovorimo se, kako bomo, tako da en drugim v oči pogledamo, to stranko vodili in če bomo danes to zmogli v tej dvorani, danes to moramo narediti. Takrat bomo mi na naslednjih parlamentarnih volitvah zopet parlamentarna stranka, ker tudi Slovenijo vodijo ljudje danes za maskami na obrazu. In ta obraz se ustvarja na takšen ali drugačen način, zato da prepričaš ljudi, vsebine pa ni zadaj. Tudi nam manjka vsebina. Pogovorimo se, izberimo ljudi, ki so sposobni to vsebino določiti. Predvsem pa še nekaj. Izberimo ljudi, katerim boste danes vsi obljubili, da boste z njimi stali in za njimi takrat, ko bo najbolje, ko se bomo veselili in takrat, ko bo najtežje.
da ne bo nov predsednik Slovenske ljudske stranke zelo sam. Kajti, če bo ostal sam, prvič ne bomo prišli v parlament, drugič pa ne delimo si utvar, da slovenski politični prostor in država rabi takšno stranko. Našo stranko zelo rabi, vendar odkrito, s tem, ko bomo vse resnice si povedali, ko bomo ugotovili, kaj je najbolje za državo in takšne bomo prepričali. Želim, da tudi v tem duhu izveni današnji kongres, vzamemo si čas in želim, da nam bo Miklavževo darilo spodbudno, dobro in da ga bomo se lahko veselili še v prihodnjih letih. Hvala, ker ste mi prisluhnili.